Ja, natanko tako. Res nič o upokojencih pri odločitvah brez upokojencev. Skratka, družba sprejema dnevno neke odločitve, ki prizadenejo tudi starejše ljudi, upokojence. Ampak kaj storiti? Odgovor na to ne sme iti mimo upokojencev. Upokojenskih organizacij imamo veliko, kar je prav. Ne? Vsi smo občutljivi na socialno pravičnost, na revščino tudi med upokojenci. Ne? In kako to odpraviti? Kako skrbeti za upokojence? Ne? No, na to vprašanje, odgovor na to morajo dati predvsem upokojenci. In upokojence in upokojenke je potrebno poslušati in potem poiskati prave odločitve. Namreč, zavedamo se, ne, da je to življenje pri nas v mnogočem odvisno od medgeneracijskega sodelovanja. Ko govorimo o potrebi prisluhniti upokojencem, hkrati dodajam tudi, dajmo prisluhniti ostalim generacijam, tudi mlajšim. Namreč življenje se tako prepleta, problemi se tako prepletajo, da tudi upokojencem ne more biti vseeno, kako živijo mladi. Kajti tudi naše življenje, naš položaj in standard je odvisen od položaja starejših. Če imamo tam prekarna dela, negotova dela, nizke plače, to usodno vpliva na pokojninsko blagajno in na življenje vseh nas. Torej potrebujemo drug drugega. Natanko tako. Samo skupaj smo močnejši. In v tej družbi je potreben biti tudi močen. In v mislih imam močen v idejah, močen v argumentih, močen v borbi, ja, besede kar ta prava, za svoje pravice.